Spoštovane kolegice in kolegi, hvala za predstavitev in predvsem za povabilo na vaše srečanje. Moja prva naloga je seveda, da vas pozdravim kot predsednica Zdravniške zbornice, ki je tudi zobozdravniška zbornica. Jaz sem včasih malo pozorna in ne omenim zdravnikov in zobozdravnikov posebej. Ampak moje razumevanje zdravniškega in zobozdravniškega poklica je zelo podobno. Vsi si prizadevamo, da bi za svoje bolnike poskrbeli kar se da strokovno, kakovostno, na način, ki je v kar največji možni meri znanstveno preverjen in kar se da sodoben, da so naši bolniki deležni res zadnjih izsledkov in da so obravnavani na najboljši možni način, kot je to pač možno v določenem času. Na drugi strani delimo prav enaka etična načela. Seveda pa so neke posebnosti, tako kot tudi pri vsaki specialnosti, in ena od njih je prav gotovo izjemen napredek digitalizacije v zobozdravstvu. Temu pravzaprav priča tudi veliko zanimanje za današnji dogodek in kar me seveda posebej veseli, ne samo iz tega strokovnega razloga, ampak tudi, da stroka napreduje, ampak tudi zato, ker gre končno za dogodek, ki je vsaj delno v živo. Moje prepričanje ob tem, ko skrbno spremljam epidemijo, ne samo v Sloveniji, ampak tudi po svetu, je, da moramo pravzaprav zdravniki, in zobozdravniki, ki smo v največji meri cepljeni in ki vemo, kako se virus prenaša, pravzaprav lahko živimo kar se da normalno, z nekaterimi omejitvami, ki pomenijo, da nismo preveč tesno skupaj, da nosimo recimo maske, če je treba, in seveda, da smo ustrezno zaščiteni s cepljenjem. Na ta način pravzaprav lahko javnosti pokažemo, da je normalno, skoraj normalno življenje možno, če upoštevamo pač nekaj v bistvu izsledkov znanosti. Želim vam en res uspešen, pa tudi prijeten dan. S tem bi jaz ta svoj uradni del zaključila in prešla na strokovnega, v katerem naj bi povedala nekaj o temu, kako se cepiti, kaj je tukaj v ozadju, razrešila bi nekaj dilem, potem pa seveda bodo mogoče sledila še kakšna taka bolj konkretna vprašanja za posamezne situacije. Zdaj cepljenje na splošno. Včasih se zdi, kot da se prej nikoli nismo o cepljenju pogovarjali, da je to zdaj nekaj novega v slovenski javnosti, ampak cepljenje je izjemno staro. Že prav 1000 in tudi več kot 1000 let nazaj so ljudje razmišljali, opazovali so, da ljudje, ki prebolijo določeno bolezen, te bolezni ne dobijo ponovno. In potem so želeli najti nek način, kako bi to bolezen imitirali, na način, ki bi bil manj nevaren kot bolezen sama, obenem pa bi prinesel zaščito. No, in kot takega ustanovitelja cepljenja v sodobnem času omenjajo vedno Edwarda Jennerja, ki je cepil z virusom kravjih koz, da je preprečil pri ljudeh zbolevanje za črnimi kozami, ki so včasih terjale ogromno življenj vsepovsod. Zdajšnja situacija glede cepljenja v zadnjih letih, leta 80, zdaj eradikacija teh črnih koz, večino vas je najbrž mlajših in sploh nimate več teh prazgotin zaradi cepljenja proti črnim kozam, to več ni potrebno, bolezen ima samo humanega gostitelja, to se pravi, da nima enega rezervoarja v naravi in jo je bilo mogoče izkoreniniti. Podobno bi to lahko naredili pri otroški paralizi, situacija je bistveno boljša, če pogledate te rožnate odtenke. Ampak do eradikacije še ni prišlo, tudi zdaj ne, zaradi vojnih žarišč
na meji Afganistan-Pakistan in v tem delu Afrike. In še vedno se zgodi, par let nazaj so imeli primere recimo v Siriji, v teh begunskih krizah. To je grozna bolezen, verjetno poznate kakšne svoje stare starše, ki imajo težave z ohromitvijo posameznih zlasti nog. Še vedno prisotna pri nas. Ošpice, tudi v Evropi države, ki so vsaj sposobne eliminirati ošpice, mi imamo leta, ko ošpic nimamo, ker imamo zelo dobro precepljeno populacijo, ampak še vedno so pa seveda vdori, ker v drugih državah temu ni tako. Zdaj pa o COVID-19, tole je že mogoče nekaj dni star podatek, mislim, da 6. septembra. Tisto, na kar bi vas opozorila pri tem diapozitivu, je, da je bilo danih 6. septembra 5 milijard in 300 milijonov odmerkov cepiva proti COVID-19 v svetu, kar samo po sebi priča o varnosti, o preizkušenosti teh cepiv. V globalizaciji današnjega sveta je namreč zelo malo verjetno, da bi pomembni neželeni učinki ostali neopaženi. Kot veste, to bom kasneje malo bolj natančno opisala, smo uspeli zaznati neželene učinke, ki se pojavljajo tam reda velikosti 1 na milijon, 1 na 100 tisoč, 1 na 10 tisoč. Skratka, nekaj, kar je težko dosegljivo, če nimamo res te globalizacije in sistemov nastavljenih, ki neželene učinke spremljajo. Zdaj, breme bolezni, zelo na hitro v enem diapozitivu, tale graf najbrž poznate od sledilnika, kako se je povečala presežna umrljivost v tem času. Namreč to je, koliko ljudi povprečno umre, mislim, da je po mesecih ali pa po tednih v državi, in zdaj se je to kar naenkrat povečalo, ne da bi šlo za kakršenkoli drug razlog, to lahko pripišemo neposrednemu ali pa posrednemu učinku epidemije, prav nobenega drugega razloga ni. Potem tole je pomembno, število akutnih bolnišničnih postelj v Sloveniji ni zelo veliko, 7200 jih imamo po statistiki in lani smo jih ob vrhuncu epidemije zasedli 1300. To pomeni, da se 20% slovenskega zdravstva ustavi. Nemogoče, da bi bilo drugače, zato ker gre v tem primeru za bolnike, ki potrebujejo takojšnjo zdravstveno pomoč. In se veste, posod imamo tudi v vaših ambulantah, obstaja pojem, ki se mu reče triaža. Če imate nekoga, ki ne more dihati, ki potrebuje kisik, pa imate nekoga, ki bi moral priti na vrsto zaradi operacije tudi raka ali česarkoli, bomo tega seveda za en teden, 14 dni odložili. To je nekaj, kar je neizogibno in je treba javnosti povedati, da je to seveda velika zdravstvena škoda, kar se dogaja, in da mi ne moramo delati drugače. Včasih slišite kakšne populistične, tudi od zdravnikov, ja, dajmo pa zdaj zdraviti tudi druge bolnike. Mi smo zavezani temu, da najprej pomagamo zdravniku, ki je neposredno ogrožen, in to ti bolniki, ki potrebujejo bolnišnice, so. Potem je pa dolgi covid, to je pa tudi nekaj, kar je začel polniti naše ambulante. Kakšne statistike so zelo različne, najbrž še najbolj zanesljiva ena taka racionalna britanska. Po 12 tednih naj bi imelo težave še 10% bolnikov. Vsaj to je tisto, kar pač, zakaj se tako zelo zavzemamo, da bi bolezen vsaj v najhujši obliki preprečili. Odobrena cepiva, kot veste, 2 cepivi sta odobreni že za otroke nad 12 let, pri ameriški agenciji za zdravila in hrano že pregledujejo dokumentacijo do 5 let, tako da tukaj se te indikacije širijo. Kdaj smo zaščiteni? No, zdaj se je država odločila, da smo zaščiteni takoj po drugem odmerku, oziroma po polnem cepljenju, pri Janssenu takoj, kar seveda ni čisto točno strokovno. Še nekaj časa traja, da cepivo prime, ampak to je nekje, gre za primerljivost z drugimi državami in za neko poenostavitev, ki ni čisto točno v skladu, tako da malo pač razumemo, da čisto takoj človek vendarle še ni zaščiten.
Zdaj pa nekaj o neželenih učinkih, o katerih se največ govori, in sicer gre za krvne strdke, povezane s pomanjkanjem krvnih ploščic po vektorskih cepivih. To je tako imenovani sindrom VIT ali Vaccine-Induced Thrombotic Thrombocytopenia. To se pojavlja po vektorskih cepivih, se pravi AstraZeneca in Janssen. Tole so eni obsežni podatki iz ene študije, kako je to pogosto. Jaz upam, da se vidi, najbolj pomembna je ta številka v tretji vrsti, koliko je bilo tega poročanega na milijon prebivalcev. Kot vidite, v Evropi več, zato ker je ta neželeni učinek pogostejši pri cepivu AstraZeneca kot Janssen, kjer je samo 3,2 na milijon. Na koncu pri pretežno AstraZeneca je pa 9,4 na milijon. Torej izjemno redek, ampak nevaren neželeni učinek. Mene nekoliko skrbi, ker je trenutno velik interes v Sloveniji za cepivo Janssen, ker ste seveda tisti hip potem oproščeni oziroma izpolnjujete PCT pogoj, da bo prišlo lahko do posameznega takega dogodka, zato moramo biti zdravniki pač pozorni na bolnike, ki pridejo z nekim glavobolom po cepljenju, da se naredi hitra, zelo preprosta diagnostika, ki tako stanje lahko izključi. Druga stvar, o kateri se govori, vnetje srčne mišice in srčnika, se pravi mioimperikarditis, to je pa po mRNA cepivih. Pregledali so eno kohorto 2 milijonov cepljenih, od teh je imelo 20 vnetje srčne mišice in 37 vnetje perikarda, kar je na 100.000 1 ali 1,8, ponovno izjemno redko, ampak vendarle, to gre za pomemben organ. 19 od teh je bilo sprejetih v bolnišnico, vsi odpuščeni povprečno v 2 dneh, kar seveda jasno pomeni, da tukaj pa ne gre za nekaj, kar bi bilo zelo hudo, ampak seveda ne. Če gre za nekoga, ki je sicer kardiopat ali kaj takega, je lahko problem. No, zdaj pa o delta različici, ki je zelo spremenila v bistvu način obvladovanja epidemije in cel njen potek. Najbolj pomembno je, da je bolj kužna od alfa variante, bom še potem povedala kako. Potem se virus začne izločati prej kot pri alfa različici. Dobro veste, tudi iz upravljanja svojega poklica, da ena posebna grda stvar pri tej bolezni je, da so zelo kužni že ljudje, ki še niso zboleli, ki se počutijo zdravi, ki pridejo k vam zobozdravniku in se dejansko počutijo zdravi. Oziroma po drugi strani, vaša asistentka ali sami ali jaz kdorkoli, pride v službo v dobri veri, da mu nič ni in že širi virus. To je recimo velika razlika od starega SARS-a, kjer je bila kužnost največja ob vrhuncu kliničnih simptomov in se seveda dali te ljudi imenitno izolirati. Pri novem SARS-u tega ne moremo. No, in če je povprečno pri alfa različici to širjenje bilo 0,8 dneva pred začetkom simptomov, je zdaj 1,8. Skratka, veliko bolj dalj časa trosi neka asimptomatska oseba virus okrog. Potem količina virusa je enaka, če zbolijo, ne kar tako, če zbolijo, pri cepljenih kot pri necepljenih. Pri alfa različici smo s cepljenjem dobro zmanjšali količino izločanja, na srečo nekoliko skrajšamo to količino izločanja. Se pravi, še vedno, torej velikrat so očitki, se veste, sej cepivo nič ne pomaga, ker bolezen človek še vedno širi. Ja, seveda, ampak zboli recimo 4-5 krat manj pogosto in širi šele, če zboli, pa še takrat nekoliko krajši čas. Torej, še vedno je razlika bistvena. In pa zelo verjetno povzroča hujšo bolezen, tam približno 50% je več hospitaliziranih pri delta kot pri alfa različici, kar je seveda tudi pomembno zaradi prej omenjenega bremena te bolezni. No, zdaj pa ta prenosljivost, ta kužnost bolezni. Aha, a tole... Aha, jo. No, v glavnem tukaj na grafu vidite, kako je kužna posamezna bolezen. Spodaj imate primerljivost delta variante z chickenpox, to so norice ali vodene koze.
ki veljajo sicer za zelo kužno bolezen. Veste, da v Sloveniji, kjer nimamo cepljenja otrok, do odrasle dobe zboli 95% otrok, ki so potem seveda kot odrasli zaščiteni in otroci ne zbolevajo več. Kar pomeni z drugimi besedami, da za delta varianto bomo zboleli vsi. Ali jo bomo zboleli tako, da bomo cepljeni, se pravi, ne bomo zboleli ali bomo pa zboleli blažje. Drug del, ki je naiven, bo sigurno, ki pač ni niti prebolel, niti ni cepljen, bo dobil bolezen. Torej do spomladi tudi v Sloveniji modeli predvidevajo, da bo šla ta delta varianta čez populacijo. Kar ima seveda slabe strani, do neke mere ima tudi dobre. Zdaj pa seveda od te kužnosti, veste, da jo izračunavamo tako, da gledamo, koliko ljudi se povprečno okuži od ene kužne osebe. To je tako imenovano reprodukcijsko število in od tega reprodukcijskega števila je odvisno, kakšen delež populacije mora biti zaščiten, se pravi cepljen ali pa prebolel, zato da se virus neha širiti. No in pri alfa, pri wuhanski varianti, tisto smo imeli še po zimi, ko smo se začeli cepiti, je bil ta R od 2,5 do 3,5 in bi bilo treba zaščititi 60 do 71% ljudi, da bi virus prenehal krožiti, da bi epidemijo po naravni poti, se pravi vsak bi okužil manj kot enega in to počasi izzveni. No, to je bilo takrat seveda razumljivo, če se bomo toliko cepili, bomo bolezen popolnoma eradicirali. Potem je prišla alfa z R4 do 5, tam bi morali cepiti že 75–80% ljudi. To je že bistveno težje dosegljivo, še posebej, ker cepiva za otroke do 12 leta še danes nimamo registriranega in tudi od ostalih bi se morali cepiti vsi. In potem je prišla delta, kjer bi morali pa cepiti približno skoraj toliko, dobro, ošpice moramo cepiti še več, ne mislili so tlele na tem grafu, tista rumena pikca čist desno, to je še bolj kužno, ampak vsem bi moralo biti cepljenih tam med 80 in 90% ljudi, spet težko dosegljivo, zato ker še ne cepimo vseh otrok, pa tudi seveda težko je pričakovati, da se bo res čisto vsa populacija cepila. No, še nekaj besed o učinkovitosti cepiv proti delta različici. Janssen pred okužbo 67%, Moderna zaščita pred okužbo 66, morda do 95, zelo različni podatki. Zaščita pred hospitalizacijo pri Moderni zelo dobra, 91 do 97%. No, na grafu so pa zaščita, primerjava AstraZenece in Pfizerjevega cepiva v modrem, pred hudo boleznijo, pred simptomatsko boleznijo ali pa pred kakršnokoli boleznijo. In kot vidite, pri simptomatski bolezni in pri kakršnikoli bolezni so razlike. Ščiti cepivo AstraZeneca samo tam recimo 67%, medtem ko pri hudi bolezni razlik praktično ni. Obe cepivi sta zaščitni tam nad 80%, tako da tukaj na srečo pride do enega takega izenačenja in niso ljudje, ki so bili cepljeni za cepivom AstraZeneca, nič na slabšem. Zdaj, še nekaj besed mogoče o ponovnih okužbah pri prebolevnikih, to je tudi nekaj, kar je zanimivo. Namreč tukaj smo šli skozi ene take spremembe razmišljanja. Načelno je tako, da tisti, ki smo recimo za eno bolezen prebolevniki, smo bistveno bolj zaščiteni kot tisti, ki so bili cepljeni. Kadar imamo izbruhe recimo ošpic v bolnišnicah, hodimo kot zombiji okrog tisti, ki smo bolezen v starih časih, ko ni bilo cepljenja, preboleli, ker ne zbolimo ponovno, medtem ko cepljeni vendarle občasno zbolijo. Proti koronavirusom nimamo cepiv. Nismo jih imeli v preteklosti in koronavirusi ne nudijo zaščite prebolevnikom, ti prehladni, tako da je nekako, pa tudi titri, koncentracije proti teles po cepljenju so bili bistveno višji v začetku kot po preboleli bolezni. Tako da je ostajala neka ideja, da tukaj bo pa bolje cepljenim kot prebolevnikom. Ampak čas je pokazal, da je tudi tukaj obratno. Da prebolevniki bistveno manj zbolevajo kot cepljeni. Tukaj je en graf, koliko zbolevajo, britanski, tam 0,6, recimo 6–8 na 1000 prebolelih. No, zdaj prav nedavno, včeraj je prišla ena raziskava,
ki kaže na to, da je tukaj kar en mnogokratnik, tam 13-krat recimo bolj pogosto zbolijo cepljeni kot preboleli. Seveda najboljšo zaščito nudi pa tako imenovana hibridno cepljenje, se pravi, da zbolite in ste cepljeni, oziroma varnejša varianta je, da najprej ste cepljeni, potem pa zbolite. Seveda to glede na nevarnost bolezni ne pomeni, da pejmo se okužiti, daleč od tega. Zdaj, kaj storiti v tej dani situaciji? Ob tem, ko se je povsod pri nas uveljavila delta varianta. Kaj lahko naredimo, kaj imamo sploh v rokah? Kot sem že rekla, težko bomo dosegli precepljenost, ki bi ustavljala epidemijo. Cepiva pa dobro varujejo pred hudim potekom bolezni in mi vemo, katere so tiste skupine, vsaj približno v največji meri, ki zbolijo za hudimi boleznimi, za hudo obliko bolezni. To se pravi, da je pomen cepljenja največji za skupine ljudi, ki so v nevarnosti za hud potek. Torej za stare, pa za tiste, to se začne že tam nekje pri 50-ih, in pa za tiste, ki imajo kronične bolezni, kot veste, so pomembne predvsem te bolezni metabolizma, debelost, sladkorna hipertenzija. No, to je pravzaprav način, po katerem se ravnajo zdaj mnoge evropske države. Prva je začela Velika Britanija, s tem, da, kot veste, so šli pri njih primeri zelo, zelo navzgor, medtem ko hospitalizacije ne, sprostili so državo, ampak prej so pocepili, boste videli podatke, praktično vso rizično populacijo. In dobili potem ta razklon krivulje naraščanja primerov, na drugi strani pa nekega platoja pri hospitalizacijah. No, tudi tukaj so opozarjali, da tudi otroci lahko hudo zbolijo, imajo neko hudo vnetno bolezen po prebolelem covidu, imajo lahko tudi dolgi covid in pa seveda širjenje virusa omogoča mutacije, ker je pač večja, mutacije so neke vrste napaka in je večja verjetnost, da bo do tega prišlo, če je širjenje virusa široko. Tak način sproščanja ob zaščiteni starejši populaciji seveda ima tudi svoje slabe strani. Cepljenje v Evropi, no, to je en podatek star par dni. Tukaj vidite neko tako pravzaprav zgodovinsko mejo. Bistveno slabše so cepljenje države tako imenovanega starega vzhodnega bloka. Jaz si v Sloveniji to razlagam z tem, da smo ohranili obvezno cepljenje, da smo ohranili visoko zaščito otrok pred temi značilnimi otroškimi boleznimi, ki so včasih terjale kar nekaj otrok vsako leto, ampak s tem smo oropali ljudi razmišljanja o cepljenju. Pri nas cepljenje sploh ne obstaja, otroke se cepijo avtomatično, ker je to obvezno, nihče ne razmišlja in seveda zdaj, ko se je zgodilo cepljenje proti COVID-19, smo presenečeni, kaj je zdaj to nekaj popolnoma novega. To bi znal biti ta razlog tudi v drugih državah, ker se je to nekje popolnoma prepustilo državi s to obveznostjo in ni prišlo do edukacije ljudi na splošno, kaj cepljenje predstavlja. Tisto, kar je še pomembno na tem diapozitivu, jaz sem hotela, da tako vse podatke gor pa se slabo vidi, če uspete pogledati, recimo Avstrija ima 100% zaščito cepljenja ljudi nad 80 let, 83% nad 70 let, se pravi to kohorto 70-letnikov, potem 96 kohorto 60-letnikov, Danska recimo, o kateri se tudi govori, kako so se lepo sprostili, ima 100% 80-letnike, 99 70-letnike, 97 60-letnike. No, slovenski podatki, 73 80-letnike, 81 70-letnike, 70% samo 60-letnike. Tukaj je ta kar precejšnja razlika, 10, tudi več odstotkov, to lahko preračunate potem v tisoče ogroženih ljudi. No, tole so razmere v Evropi. Nekako Slovenija ima naraščanje primerov, medtem ko v Evropi nastaja neke vrste plato. Če pogledamo posamezne države, to ni tako zelo pregledno, samo na koncu pogledajte, torej večina evropskih držav je zdaj nekje na eni taki nižji ravni, več je Slovenija,
Združeno kraljestvo se zmanjšuje, Izrael ima zelo veliko število primerov, no ti izraelski podatki so posebej zanimivi. Tukaj vam pokažem precepljenost starejše populacije v Združenem kraljestvu. Torej, ta zgornja črta je pri njih 100, pri nas je pa 80, ne? In z tega lahko vidite to bistveno razliko. Oni imajo praktično 100% pocepljenje te rizične populacije. Razlika z Izraelom, kot vidite, zelo veliko primerov na levi strani, bistveno več kot pri nas, če pa pogledamo hospitalizacije, smo pa približno tam kot v Izraelu. Spet to kaže na to, kar sem pravzaprav že prej razlagala, tisto, kar želimo danes in kar lahko s cepljenjem dosežemo v času kroženja delte, je precepljenost rizične populacije. Potem ne bomo imeli hospitalizacije in bomo živeli kolikor toliko normalno, čeprav vemo, da to terja davek tudi pri mlajši populaciji, ki se pa pravzaprav tudi lahko cepi, ne, saj je cepivo registrirano vendarle od 12 let in ga po današnjem znanju, vedenju tudi o neželenih učinkih seveda priporočamo. Še primerjava torej številkah z Izraelom, kako je precepljena starejša populacija, tudi tam gre čez 90%, medtem ko se mi gibljemo tam nekje med 75 in 80. Zdaj pa še nekaj o tretjem odmerku. Tole so tudi izraelski podatki o ugašanju zaščite po cepljenju. Kot vidite, tisti, ki so bili cepljeni v maju, zbolevajo manj pogosto kot ti, ki so bili, to so tukajle, ne? Ti, ki so bili cepljeni recimo v začetku te cepilne kampanje. To gre za okužbe, tukaj gre pa za hude okužbe. Zdaj pri mlajših skupinah je seveda teh hudih okužb manj in je to težko vidno, medtem ko je pri starejših na 60 let, pa seveda ti, ki so bili cepljeni v aprilu, maju, zbolevajo precej manj pogosto od teh, ki so bili cepljeni v januarju. To je ena taka, oni imajo v bistvu cel Izrael kot neke vrste laboratorij, vse imajo prešteto, cepljenih je, torej te podatki izvirajo, mislim, da iz 2 milijonov ljudi. Povečanje seveda tveganja za simptomatično okužbo upada s časom po cepljenju, to je tudi ena ameriška raziskava, ki potrjuje izraelsko, in sicer imate večji upad pri starosti pod 65 let. Vidite tukaj, če primerjate tole zgoraj, ali pa tukaj kakšen je odklon po 150, malo več kot 150 dneh, se pravi 5 mesecih. Učinkovitost tretjega odmerka, s tem pa bom počasi zaključila. Tole so res nedavno, se pravi 15. septembra, zdaj pa že recenzirano objavljeni izraelski podatki. Najprej so bili preliminarni in je bilo rečeno, no ja, ne, tega ni nihče res pretresel in prebral. No, to je zdaj raziskava v New England Journal of Medicine in vidite, da je v bistvu 11-krat zmanjša okužbo, dokazano okužbo in 19-krat hudo okužbo. Torej izjemno velik pomen tretjega odmerka. Res pa je, da je to opazovalna raziskava, tukaj niso namenoma cepili prospektivno in spremljali tisto, kar za nas šteje kot dokaz res učinkovitosti enega zdravila. Kratka opazovalna doba, šele nekaj tednov, seveda neželeni učinki še niso dobro raziskani, čeprav ti njihovi podatki kažejo, da je reakcij manj, pa tudi kakšnih, oni so jih zdaj, mislim, da 2 milijona vsaj cepili. Potem katero cepivo, kakšen interval, potem so seveda debate, ali potem ne bo več cepiva za tretji svet. Tretji svet hočemo pocepiti seveda ne samo zaradi njih, ampak tudi zato, ker se bo od tam bolezen vračala, če celo človeštvo ne bo do dovolj velike mere precepljeno oziroma na nek način zaščiteno. No in še nove variante, Mi varianta, prisotna že od januarja v Južni Ameriki, kar je ugodno po svoje, zato ker tam ni prevzela celotnega področja, tako kot sta to naredile recimo alfa ali pa delta, kar pomeni, da je manjša kužnost, lahko da so nekoliko slabša učinkovita cepiva, čeprav so podatki zaenkrat skopi in kontradiktorni. Gotovo pa to ni zadnja varianta, ne, se tudi grških črk od Mi do Omege je še nekaj, tako da ne. Zdaj, kaj se bo zgodilo, ne?
Prav gotovo bomo s cepljenjem potek epidemije bistveno ublažili. To je jasno že v takem in vivo laboratoriju, če pogledate zahodnoevropske države. Še se bodo pojavljali izbruhi, mogoče sezonsko, kot se, ne vem, pojavljajo norice. Del populacije bo ostal ogrožen in seveda ta bo potem zdravstveno breme. Pomembna je zaščita vseh prebivalcev planeta, dobesedno, da ni vnosov od drugod in da ni novih različic, ker če se nekje intenzivno širi virus, potem seveda so možne nove različice. Zdaj, bodo te nove različice bolj kužne in manj nevarne. Tukaj imamo tako v mikrobiologiji en tak princip, da pač mikroorganizmi izgubijo neko sposobnost na račun neke in potem, če pridobijo drugo, ampak to je precej tako, ker to je random, zgodi se tisto, kar se zgodi. Tako da je vprašanje, lahko dobimo zelo kužno in zelo virulentno varianto. Prekužena cepljenja populacija seveda bo vedno neke vrste ščit, ker lahko računamo na vsaj do neke mere na vzkrižno imunost, seveda bomo imeli nova cepiva in virus bo zelo verjetno živel z nami, tako da bo to neka podobna situacija kot pri recimo ošpicah, ki so bile zelo nevarne recimo za južnoameriške indijance, ko so prišli Evropejci, ker bolezni niso poznali. Mi bomo recimo cepili otroke, da ne bodo zbolevali odrasli, ki so sicer v nevarnosti za hudo bolezen. To je tudi en tak pristop, ki je verjeten in ker nam je prišlo v bistvu na misel že v začetku epidemije, ker je bolezen bistveno bolj nevarna za odrasle kot za otroke, podobno kot otroške bolezni, ki jih poznamo do zdaj. Takole, hvala lepa. Hvala lepa. Jaz bi predlagal, da določene vprašanja na slidu so se pojavile, da jih v bistvu zastavim mogoče sedaj, če se strinjate. Okay. Kodo imate pa objavljeno zdaj na gor, kjer lahko še zastavljate vprašanja. In sicer eno tako najpogosteje lajkano vprašanje je, koliko cepljenih se je ponovno okužilo, koliko prebolelih se je ponovno okužilo. Če pogledamo podatke, take sicer bolj tako zbrane v Sloveniji, približno med hospitaliziranimi je približno četrtina cepljenih. Ampak treba je vedeti, da en del teh podatkov pa nimamo, je hospitaliziran ne zaradi COVID, ampak zato, ker imajo neko drugo bolezen, ki terja hospitalizacijo in pač pridejo v bolnišnico. Zdaj, ta podatek naj vas ne bega, zato ker recimo v Veliki Britaniji, kjer imajo zelo veliko precepljenih, je v bolnici več cepljenih kot necepljenih. Najbrž nimamo časa, da bi to vam matematično razložila, samo če imamo mi 95% populacije cepljene. In od teh je 10% recimo cepivo ni prijelo, nobeno cepivo ni 100%. Če vsi izpostavljeni zbolijo, pomeni, da zboli 5 necepljenih, pa 10 cepljenih. Boste rekli, tako cepivo pa ne deluje. To vidite po naših medijih. Ampak, tako da, ko se nam bo začel večati delež cepljenih v bolnici, smo v bistvu na dobri strani. Medtem ko prebolelega v kliničnem centru nimamo, tako ta hip, med, ne vem, 60 hospitaliziranih. Okay. Potem pa naslednjo, zakaj kvalitativno in kvantitativno dokazana protitelesa ne štejejo kot uradno potrjeno prebolelost COVID-a? Ja, tukaj je več razlogov. Prvi razlog je tehnični. Čeprav ta razlog se zdaj počasi umika, zelo dolgo časa so bili na tržišču vse sorte protitelesa, ki so imela popolnoma nezanesljivo specifičnost in senzitivnost, merila so boh ve kaj. Še zdaj imamo te teste, ki merijo različna protitelesa. Tukaj bi se sicer dalo narediti, kateri laboratorij, kateri test je merodajen, kateri ne. Drugi razlog je strokoven, namreč mi ne poznamo zaenkrat tako imenovanega cut-offa. Vi dobro poznate cut-off za hepatitis B, je zelo enostaven, če imate 10 internacionalnih enot, pod tem se greste cepiti, nad tem se ne greste cepiti, če se zgodi en incident. To se sicer išče, ampak tega še nimamo. Tako da te številke, jaz imam toliko protiteles in v njih toliko nič ne pomenijo, kar se tiče tega, ali bo nekdo zbolel ali ne bo zbolel. Poleg tega seveda je to isti razlog, ne vemo časovno, kdaj je ta človek v bistvu
bistvu v resnici zbolel. A je zbolel pred enim letom ali je zbolel pred 3 meseci. Tudi podatki zelo zgodni so še, tudi pri prebolevnosti seveda upada ta zaščita, torej laboratorijski podatki so že dolgo znani, ampak zdaj se pojavljajo tudi klinični podatki, da bolj zbolevajo tisti, ki so bili okuženi leta 2000, kot tisti, ki so bili okuženi leta 2020 kot leta 2021. No, in to je strokovni razlog, ne moremo. Če bi imeli cut-off, bi bilo dovolj, ne? Če bi imeli časovno, da bi nam to kaj pokazalo, ampak nam žal ne. No, tretji razlog je pa čist regulatoren. Evropska komisija ne omenja seroloških testov kot kriterija za prebolevnost. Tudi med evropskimi državami, mislim, da sta 2 ali 3, ki upoštevajo serološke teste za notranje kriterije, notranja dovoljenja, medtem ko seveda za mejo ne, ker to ni veljavno za Evropsko komisijo. Pri nas bi eventualno lahko šli, ampak rabili bi potem 2 sistema, ne, kaj se priznava za noter, pa tudi znotraj nismo sigurni, pač iz tega srednjega drugega razloga, ki sem ga navedla. Te stvari se razvijajo, se bodo s časoma spremenile, zlasti, ko bomo imeli eno cut-off vrednost, ampak zaenkrat pa niso sprejete, ne samo pri nas. Ok, potem pa samo še 2 krajša vprašanja. Ali kirurška maska tip 2R zadošča za delo v zdajšnjih razmerah v zobozdravstvu? Jaz bi rekla, da ja, ker ste cepljeni. In še maska, torej seveda maska, rokavice, pač ta protokol, prezračevanje prostora, namreč delta varianta je še bolj aerosolna, ta faktor prenosa kaže na to, da ne gre samo za kapljično okužbo, v manjši meri. Tisto, kar seveda je nekje stvar debate, je ali terjati od pacienta. Zdaj sicer uradno ta zahteva je. Tukaj smo zdravniki zelo tako, smo tudi naslovili na vprašanje na ministrstvo, ali je to smiselno, ker bomo s tem še zmanjšali dostopnost do zdravnikov, ki je itak zmanjšana, zdaj že več kot 1,5 leta. Ampak po drugi strani je pa seveda, vi delate prav v ustni votlini in je neko preverjanje z hitrim antigenskim testom, vam pove, ali je tista oseba dosti dobro tisti hip kužna ali ne, s tem precej še dodatno zmanjšate ogroženost. In pa zelo praktično vprašanje, če bi se odločili za cepljenje s 3. odmerkom, ali bi se cepili z istim cepivom ali kombinacijo cepiv? Jaz sem se cepila z istim cepivom. Namreč so raziskave, ki kažejo, da je Moderna boljša, ste malo tudi videli, boljša za delto od recimo Pfizerjevega cepiva. Ampak kot 3. odmerek sicer je ena raziskava glede koncentracije protiteles, ampak se ti rezultati zelo prekrivajo, tako da lahko si izberete Moderno za 3. odmerek, lahko pa ostanete, recimo, če ste bili prej s Pfizerjem cepljeni, najbrž večinoma, ker ste se že v začetku epidemije cepili, jaz mislim, da je razlika minimalna. Seveda, če pa je šlo za kakšne resne neželene učinke pri prvem cepljenju, potem pa nekateri priporočajo za 3., celo Britanci zdaj v svojih navodilih celo AstraZeneca, ampak to je izjemoma. Hvala lepa. Spoštovana predsednica, hvala za predavanje in za vse odgovore.